Učinkovitost je še ena vrlina, ki pomaga na poti k uspehu in Katarina želi v bistvu soustvarjati resnično transformacijo. Pomembno je, da lahko ustvarja okolja, v katerih lahko ljudje presežejo svoje omejitve in dosežejo svoj polni potencial. V poslovnem svetu so njene ključne vrednote pogum, navdih in integriteta. Zaposlena je kot vodja projektov v OK Consultingu in deluje kot strokovnjakinja za razvoj posameznikov, timov in organizacij. In kaj pomeni biti učinkovit mentor? Katarina Veselko. Da me sliši tudi kamera. Hvala. Jaz, ko smo se pogovarjali o tem naslovu, kako biti učinkovit mentor, sem se malo srečala z eno dilemo in to je, da učinkovitost včasih ni povezana z uspešnostjo. Se pravi, mi lahko zelo učinkovito delamo eno stvar, kopljemo eno jamo, peljemo en proces, ampak če kopljemo na napačnem mestu, nismo v bistvu nič naredili. In druga stvar, na katero sem pomislila v zvezi z učinkovitostjo, je, da ljudje, ki so fokusirani na učinkovitost, zelo pogosto prezrejo odnose, kar pa dolgoročno spet zmanjšuje učinkovitost. In učinkovitost mentorskega procesa je, tako kot ste verjetno že prej nekajkrat omenili, v največji meri odvisna od tega, kakšen je odnos med mentorjem in mentorirancem oziroma mentoriranci. Tako da jaz sem se osredotočila predvsem na to, malo tudi zato, ker sem psihologinja. Kako biti učinkovit mentor? Jaz bi vas za začetek povabila, da drug z drugim malo podelite nekaj o tem, v čem uživate v mentorskem procesu. Kaj so tiste stvari, ki so vam fajn? Kaj so tiste stvari, ki so vam, nič ne uživate? Eni ljudje ful čuden gledajo. Tlele gospod naredil, uživam, kaj ne? Jaz ne delam tega iz užitka. Ja. Najprej posluša in potem se odzove. In sicer, zakaj sem to naredila na ta način? Zato, da ni to debata, ampak da najprej ena oseba pripoveduje in druga oseba posluša. Konec koncev kot mentorji upam, da tudi to kdaj trenirate, poslušanje. In potem bomo zamenjali. Kakšno vprašanje, preden začnemo? Je vsem jasno, kaj pomeni, v čem uživate kot mentorji? Dobro. Potem pa se obrnite k kakšnemu sosedu, k kakšnemu bližnji osebi, človeku, če ga še ne poznate, ga lahko spoznate. In prvi 2 minuti, za začetek se boste odločili, kateri prvi pripoveduje. Kdo prvi pripoveduje? Madonca, res vas je težko pripraviti do tega, da poslušate, a ne? Ste že v debati, v redu. Bom vas po 2 minutah opozorila.
In zdaj prva oseba počasi zaključi svojo pripoved in da priložnost, da se druga oseba odzove. In zdaj zamenjamo in še druga oseba pove, zakaj, v čem uživa kot mentor. In še druga oseba počasi zaključi svojo pripoved in poslušalec pove, kaj mu je bilo v tej pripovedi v navdih. Dobro. Dajmo zdaj to debato odpreti še za ostale. Kaj so bile tiste stvari, ki ste jih opazili, da jih imate skupne, ali pa stvari, ki so vas navdahnile? Kaj vam je bilo v navdih, ko ste poslušali drug drugega? Čisto dolgočasen sogovornik. Energija med pripovedjo. Kaj pa je bilo tisto, kar je dajalo energijo tej energiji? Žar. Kaj še? Izkušnje?
Kaj še? Passion, strast. Če dodamo vrednost, v tem uživamo. Kaj je tisto še, v čemer uživate? Kjer se oba učita, vzajemen učni proces, ja? Kaj še? Iskrenost. Lepo. Če pa je res lepo, a ni lepo. A ste opazili, da je zelo veliko teh stvari bilo vezanih na odnos, pa na neke stvari, ki niso vezane samo na vsebino? Nekaj je bilo, ja, izkušnje, pomembno, kaj je vezano na vsebino, ampak zelo veliko je bilo pa tega nečesa, česar ne moremo prav točno izmeriti, opisati, ampak je nek žar, neka strast, nekaj v odnosu. In jaz verjamem, da tako kot je za uspeh terapevtskega procesa pomembnejši odnos od terapevtske smeri, ki jo uberemo, je tudi za uspeh mentorskega procesa pravzaprav pomembnejši odnos od tega, kaj dejansko v tem mentorskem procesu počnemo. Še ena kratka vaja za vas. In sicer samo, da malo to vsak zase malo razmisli in poišče metaforo. Metafora pomeni, da je lahko od koderkoli, iz kakršnega koli, iz živalskega sveta, iz rastlinskega sveta, iz naravni pojavi, risani junaki, fantazijski junaki, knjige, predmeti, karkoli. Jaz kot mentor sem kot, mentoriranci oziroma ti vaši startupi, ki jih mentorirate, so kot, in cel ta svet, v katerem se gibljete, je kot. A rabite primer? Meni je moj najljubši primer, vam lahko povem, samo ni iz startup sveta, je iz šolskega sveta, ampak samo tako, da vam malo naslikam, kakšne slike lahko dobimo. Enkrat je ena učiteljica rekla, jaz kot učiteljica sem kot sonce, moji učenci so kot rožice in šola je en tak velik cvetoč travnik. In ena učiteljica, ki je sedela tako ene dve mesti naprej od nje, je rekla, jaz sem kot krotilka divjih zveri. Učenci so kot ene zverinjake, ene divje zveri in ta šola je en sam velik cirkus. Na isti šoli verjetno poučujeta precej istih razredov, zelo drugačen odnos. In zato vas sprašujem, kako kaj vi sami sebe vidite, kako vidite osebe, s katerimi delate in cel ta svet, v katerem se gibljete? Si vzamete kakšno minuto, nekaj sekund, najdete eno metaforo. Če in ko je kdo pripravljen kakšno deliti, jo z veseljem slišimo. Veliko poti, na katerih stoji mentoriranec in ne ve kam. In tudi ne ve, kje ulico naj vzame. Nekatere so zelo vabljive, pa se končajo za zidom prav kmalu. Druge imajo strme ovinke, četrte imajo strašne pace. V bistvu smo pa mi, mentorji, vse te poti že prevozili in v tem svetu stalnega spreminjanja pravzaprav poskušamo najti mentorirancem bližnjico do tistega pravega cilja, ki ga oni sicer čutijo, ne vejo pa, katero pot naj izberejo. Prav to v drugi knjigi Wow. Niso mi povedali, da bomo med pesniki, ne. Ja, lepo. Zanimivo, ste slišali svojo reakcijo, ko je rekel, ko je začel pripoved z mentore kot policaj in potem zapeljal v bistvu eno čisto drugo smer, kot smo jo pričakovali. Ja, lepo. Še kakšna metafora? Nadaljujte.
Ja. Mislim, da to velja za marsikoga, ne samo za dvorne norce, ampak mogoče se dvorni norci zraven zabavajo. Ok, lepo. To veste, to bomo preskočili. To, kar je v bistvu pomembno, ko raziskujemo te svoje metafore in o čem lahko razmišljate, ko ste povedali to metaforo, je v tem, a sta ti dve osebi, ki v vaši metafori nastopata, a sta si enakovredni ali obstaja neka razlika v njuni vrednosti. Se pravi, če pogledamo tiste metafore od učiteljic, je v obeh primerih obstajala pomembna statusna razlika. Ne? Ste opazili to v metafori? Se pravi, če sem jaz kot mentor sonce in oni rastejo in so rastlinice, sem jaz tisti, ki njim daje jaz vzvišeno sonce malim nemočnim rastlinicam. Po drugi strani, če sem krotilec divjih zveri, ravno tako. Medtem ko moj pogled, sam malo druge stvari dajem, ne. Medtem ko moj pogled na to je, da je odnos, ki je najbolj ploden, odnos, ki je enakovreden. Mislim, da ste o tem tudi nekaj že rekli, vsaj v tistem na začetku v prvem predavanju, ne. Pravzaprav to, kar lahko raziščemo skozi to metaforo, je naš referenčni okvir. To, na kakšen način doživljamo sebe, druge in ta svet, zelo močno določa, kako komuniciramo. Zdaj učiteljica ali pa konec koncev, če bi bila mentorica, ki samo sebe vidi kot sonce, učence, mentorirance pa kot rastline, ki sami od sebe rastejo, bo zelo drugače se obnašala v tem mentorskem odnosu, kot pa nekdo, ki ima občutek, jaz sem zdaj spremljevalec na tej poti, ali pa jaz jim rišem zemljevid, jaz jim povem, kam vodijo te poti, oni se pa sami odločajo, kam grejo. Na zelo različne načine lahko ta odnos vzpostavljamo. In predvsem to, kar se mi zdi, da je pomembna past, v katero človek zelo, zelo hitro zapade, je, da to, da ima ena oseba več izkušenj, pa ni nujno niti, da vi v to past zapadete, lahko oni sami zapadejo v to past, še posebej, če vas vidijo kot nekoga, ki je večji, pomembnejši, ima več izkušenj, pametnejši in tako, in vas lahko gledajo malo kot ene male bogove. Ne? In to pravzaprav škodi enakovrednosti odnosa. A ima kdo od vas tako izkušnjo, da ste doživeli to, da vas mentoriranci, ko vas spoznajo, ali pa da se srečate z njimi, pa so malo tako, samo kimajo, pa si najprej ne upajo niti, ne vem, povedati, da se ne strinjajo. Ne vem, a ima kdo kakšno podobno izkušnjo? Odkot? Ali to je ena čisto nova generacija, ki tega več ne počne? Da oni vse vejo, vi pa nimate pojma, ker ste že stari. Pa saj so imeli telefon verjetno, da so delali zapiske. Mogoče se je ena stvar malo spremenila, ne? A je še kdo imel tako izkušnjo? Ali je osamljena? Sara?
To smo mi, no, to smo mi. To smo mi, ta mladi, grozni Y, se vemo, kako je to. Mhm. Mhm. Ampak ti veš toliko več o neki temi, specifični, o kateri jaz vem samo nekaj splošnega in zato lahko jaz dobim občutek dve ničle oziroma dva minusa. A vaju lahko kar prekinem v tej debati? Ker to, o čemer se pogovarjamo, sploh ni to, koliko kdo ve, kaj kdo zna, kakšne ima kdo izkušnje. Govorimo o, nista si enaka v tem in vaši mentoriranci niso vam enaki v tem. Ne po znanju, ne po izkušnjah, ne po starosti, ne po nekih kompetencah, ki jih mogoče še želijo osvojiti. Ko govorimo o enakovrednosti, govorim samo o tem, da jaz kot človek in ti kot človek sva oba enako vredna, da sva v tem pogovoru in v tem prostoru in zasedava prostor v tem odnosu. Takoj, ko eden od naju izgine, to ni več odnos. Seveda prispeva v različne stvari in seveda nisva enaka po izkušnjah in vseh teh stvareh, ampak jaz bi na eno stvar tukaj opozorila in to je, da začnemo ločevati med kompetencami, znanji, izkušnjami, vsemi temi stvarmi in vrednostjo kot oseba. Če se jaz počutim manj vredno zaradi svojega neznanja, ali pa zaradi slabega spomina, ali pa zaradi svoje starosti, ali pa zaradi svoje mladosti, ali pa zaradi svojega neuspeha, ali pa se začnem počutiti več vredno zaradi svojih izkušenj, zaradi svojega uspeha, zaradi česarkoli, zato ker sem prišel z boljšim avtom, smo naredili en pomemben odmik od tega, kar pravimo srečanje človeka s človekom. In to je tisto, o čemer govorim. Niste si enaki, je pa pomembno, da se srečate človek s človekom. In to je tisto, o čemer tukaj govorim. Seveda se lahko človek začne počutiti neprijetno, ampak je razlika med tem, da se počutim neprijetno, ko nečesa ne znam, pa med tem, da se počutim manj vredno. Ko se počutim manj vredno, moji možgani ne delujejo več tako, kot bi morali. Ali pa ko se počutim več vredno, ravno tako ne več. Ko se počutim več vredno, imam občutek, da itak že vse vem in znam in ne moram nič več pridobiti. Ko se počutim manj vredno, imam občutek, da itak nič nima nobenega smisla in da ne moram nič rešiti. Skratka, imam razlage za ta svet in za to, kar se dogaja, ne moram pa racionalno razmišljati. In kadar se vam zgodi, da vaši mentoriranci, da opazite, da so v eni od teh drugih alternativnih pozicij, se pravi, jaz upam, da ne naletite prav pogosto na to zadnjo, zaradi tega, ker običajno so to ljudje, ki niti ne vzpostavljajo več socialnih stikov. To je pozicija obupa, depresije, tukaj ni več odnosa. Prosim? Burnout, to pa mogoče res, ja, takrat se pa mogoče res lahko zgodi. Je pa pred tem zelo pogosto se začne najprej z občutkom manj vrednosti in potem ugotovim, tudi drugi mi ne morejo pomagati in pa zapadem v to, da vse skupaj je nič vredno. Vaša naloga takrat, ko se znajdete v taki komunikaciji z nekom, ki se doživlja ali kot več vrednega ali pa kot manj vrednega, je, da jih povabite nazaj v enakovrednost. In način, kako to naredimo, je, da postavljamo vprašanja, ki spodbujajo analizo. Ni druge. Nekaj takega, na kar oni še nimajo odgovora, nekaj takega, zaradi česar moramo začeti razmišljati, se začeti pogovarjati. In ena stvar, ki je tukaj pomembna, sporočanje. To, da vi njim razlagate o tem, kako oni mulci si ne bojo nič zapomnili, če si ne bojo zapisali, ali pa vi njim razlagate o tem, ne vem, kako pomembne so izkušnje, pa koliko oni pravzaprav že vejo in znajo in da se ne rabijo počutiti manj vredne. To ne pomaga. Zaradi tega, ker si reinterpretiramo realnost.
na osnovi tega, kar doživljamo. Če se jaz počutim manj vredno, karkoli mi bo nekdo rekel, si to v svoji glavi reinterpretiram na način, itak sam hoče me tolažiti, itak brez veze, kaj pa on ve o meni, sploh še ne ve, koliko sem jaz v resnici loser, ali pa po drugi strani, stari ti kar lapi, jaz že vem kaj pa kako. Ne? In je pomembno, da povabimo v analizo. Druga stvar, ki nam pa to zelo močno olajša, da ohranjamo enakovreden odnos, je pa, da se dovolj posvetimo vzpostavljanju odnosa zaupanja. Zdaj, zaupanje je ena taka zelo velika in težka beseda. A jo znate definirati? Definicijo zaupanja. Je samostalnik, ki pomeni. A je to čustvo? A je to odnos? A je to stanje? Kako vemo, da nekomu zaupamo? Ja. Gre za proces, ja, gre za gradnjo. Zaupanje dejansko je sicer tudi čustvo, v smislu, jaz lahko zaupam svojemu avtomobilu, da me bo pripeljal tja, kamor, ne? Ampak v tem kontekstu se pogovarjamo o odnosu. In ko govorimo o odnosu zaupanja, naletimo na zelo veliko težavo, ker če nekomu rečemo, midva nimava vzpostavljenega zadostnega zaupanja, ali pa jaz tebi ne morem zaupati, ali pa izdal si moje zaupanje, s tem pravzaprav samo dodatno rušimo odnos. Ne vemo pa, kaj narediti, ne vemo pa, kako vpeljati spremembo. In mi vsi vemo, da je treba zaupanje graditi, da se zaupanje gradi počasi in da se ga lahko zelo hitro uniči in sesuje. Vprašanje pa je, a imamo jasno predstavo o tem, na kakšen način graditi to zaupanje? Kaj je tisto, kar lahko aktivno počnemo? Večina ljudi mi na to vprašanje reče, ja, sej to s časoma. Pač, ko čas mineva, si vedno bolj zaupaš. Ja, ni nujno, lahko si tudi vedno manj zaupaš, ko čas mineva, odvisno, kaj se v tem času dogaja. Dajmo kakšen primer. V kakšnem primeru si lahko vedno bolj zaupaš? Kaj prispeva, če pomislite na svoje mentorirance, ki jim zaupate, kaj prispeva k temu, da jim zaupate? Okay. To, kar ste omenili, je zanesljivost. Se pravi, naredimo to, kar smo dogovorjeni, ne obljubljamo več, kot lahko naredimo. Ja? Poštenost? Ja, kaj to pomeni konkretno? V vedenju. Kako veste, da je nekdo pošten? Ja, zdaj to je zdaj en model, ki sem ga vzela, avtorica tega modela je dr. Brené Brown. Lahko bi poimenovali stvari tudi drugače. Ona jih je pač poimenovala tako. In to, o čemer zdaj govorite, v tem modelu bi bila integriteta. To, da ne samo govori stvari, pa v angleščini bi temu rekli practice what you preach. Se pravi, da ne zdaj jaz sam govorim, to so moje vrednote, jaz to ampak da dejansko udejanjam to. Ne, recimo, če rečem, meni je zelo pomembna točnost, pa vsakeč pridem 3 minute prepozno, ja, ne. Kaj še? Mogoče je to v mejah točnosti. Vidite, ena stvar, o kateri se moramo tudi vedno pogovoriti, je, to mogoče sodi v ta prvi korak. Kakšni so kriteriji česa? Kakšni so kriteriji zanesljivosti? A je nekdo zanesljiv, ki v 8 od 10 primerov naredi to, kar bo rekel? Ne? Ne vemo, kaj pa 99 od 100? A bi vam bilo 99 od 100 dovolj, če bi se pogovarjali s svojim kirurgom? Ne, v različnih situacijah so ti kriteriji lahko različni in različni ljudje imajo lahko te kriterije različne. Zato je eden od prvih pogovorov, ki jih je smiselno imeti na začetku mentorskega odnosa, pogovor o mejah. Zdaj, o mejah vsaj moja izkušnja je, da se še posebej v Sloveniji zelo neradi pogovarjamo o tem.
Pustimo politiko ob strani, ampak jaz sem dejansko izvajala nekaj teh delavnic o zaupanju tudi po Balkanu. In najbolj mi je bilo zanimivo, ko sem prišla v Srbijo. Oni se to zelo jasno zmenijo. Pač to mi je v redu, to mi ni v redu, to povejo zelo na glas, če je treba čez cel prostor in pol so zmenjeni, malo se skregajo, pa grejo pa skupaj na kosilo. Ni panike. Pri nas, jaz recimo imam tukaj le eno mejo, pa mi nekaj ni v redu, pa potem nekdo prestopi to mejo, recimo mentoriranec pride 3 minute prepozno. Ja. In jaz ta prvič naredim, dobro, dajmo začeti. In pol naslednjič pride spet 3 minute prepozno in jaz spet, dobro, gremo dalje. In spet pride 3 minute, in spet, in spet, in spet. In jaz ves ta čas potrpežljivo prenašam to neotesanost. Ne? In na koncu pride 10-ič 3 minute prepozno in kaj se zgodi? Popolnoma predvidljiv. Kaj se zgodi? A imate kakšno izkušnjo s tem, ker ste bili zelo potrpežljivi zelo dolg časa? Znoriš in potem oni ne ve, kaj je narobe. Pa se že skozi tako. Zakaj danes? Verjetno danes je neki slab dan ima. Naslednjič spet pride 3 minute prepozno. Hec je v tem, da na ta račun zgubljamo zaupanje. Najpogosteje ljudje rečejo, če vas vprašam, tisti, ki kdaj pa kdaj ne postavite kakšne meje, ki se mi zdi, da bi jo morali. Zakaj je ne postavite? Zakaj ne rečete, meni to ni v redu? Kadar ne. Zakaj ne rečemo tega? Česa? Konflikta, odziva, užaljenosti. Ja, moramo biti malo v stiku s sabo, zato da sploh to ugotovimo. Včasih tudi ta prvič še ne pogruntamo, sam pa ugotovimo, zakaj se malo tresem, zakaj mi gre na živce ta oseba. Najpogostejši odgovor je, strah pred konfliktom, strah, da bomo poškodovali odnos. Ampak kaj se v resnici zgodi? V resnici se zgodi to, da jaz gojim zamero in potem s časoma pač se zgodi ta eksplozija in oseba na drugi strani ne ve, kaj pričakovati. Prvič oseba na drugi strani izgublja zaupanje vame, zaradi tega, ker nikoli ne ve, kdaj bom eksplodirala. Drugič oseba na drugi strani izgublja zaupanje vame, zato ker nikoli ne ve, a sem ji povedala, kaj mi je v redu, pa kaj mi ni v redu. Mora biti zelo previdna okrog mene. In po drugi strani seveda izgubljamo zaupanje tudi takrat, kadar oseba prestopa naše meje, ki pa smo jih skomunicirali. Izgubljamo pa zaupanje tudi takrat, kadar jih nismo skomunicirali. Jaz sem pred kratkim imela en coaching z enim dekletom, ki je rekla, jaz ne vem, zakaj moja mami še ni pogruntala, da sem jaz vegetarijanka. Saj sem ji že cel teden govorim, da ne bom jedla mesa pri kosilu. A si ji povedala, da si vegetarijanka? Ja, saj ne jem mesa. In ona ji je zamerila, zato ker ni spoštovala njene meje, ki je pa v resnici ni postavila. In to ljudje zelo pogosto počnemo. In en od ključnih elementov za to, da lahko zgradimo zaupanje in en pogovorov, ki ga večina ljudi spusti, zato ker je fino. Dokler ni konflikta, se imamo fino, vse lepo teče, dost lažje je ne reči, mene pa res moti, da si te 3 minute zamudil. Dost lažje je tega ne reči, pa pač malo zameriti, pa si misliti, kakšen je on grozen, pa iti malo v pozicijo več vrednosti. Sam po drugi strani dolgoročno na ta način škodimo odnosu. Pa poglejmo alternativen scenarij. Kaj se zgodi, če oseba 3 minute zamudi in vi rečete? Kaj bi rekli? Zanimivo. Ne zamuja se. Ne zamuja se. To je ena druga zelo popularen način dajanja kritike tudi v Sloveniji, kjer probamo sebe izvzeti iz tega. To je neka splošna meja, da se ne zamuja. Ampak jaz vam povem, da obstaja zelo veliko kultur in zelo veliko odnosov, v katerih je pa to vse dela.
Zato jaz mislim, da je dosti bolj smiselno reči, meni je pa točnost zelo pomembna, želim si, da začenjava takrat, ko sva dogovorjena, ali pa na kakršenkoli način že vi želite to skomunicirati. Zoprno je, če sebe izvzamemo ven iz tega, kar zelo pogosto počnemo. To se tako ne dela, to bi morali drugače. Veš, v tem svetu so stvari take. Sebe izvzamemo ven iz tega in oni mogoče živijo v drugem svetu. Seveda se zamuja. Poleg tega 3 minute ni nobena zamuda. O čem govoriš? In zaradi tega, da ne pride tukaj do neke nepotrebne izmenjave, je pomembno, da rečemo, meni ni v redu. Komuniciranje o mejah pomeni samo to, kaj je zame v redu in kaj zame ni v redu. In te meje imata tako mentor kot tudi mentoriranec. Nima samo mentor pravice postavljati teh meja. Da nadaljujemo še z ostalimi, zdaj smo ful časa v teh mejah, ampak se mi zdi zelo pomembno, ker se mi zdi, da je to ena od unih tem, kjer se zelo pogosto zapletemo. Lahko, konec koncev, lahko gre tudi za to, meni je pa pomembno, da vem, da ste se vi okrog tega nekaj zapomnili. Če gospoda moti, ali pa kjerkoli mentorja, moti, da oni pridejo brez zapiskov in nepripravljeni, jaz lahko to mejo postavim. Jaz lahko rečem, meni je pa pomembno, da ne vem, si neke sklepe zapišemo. Meni je pa karkoli je takega, kar meni v tem mentorskem odnosu zmoti, jaz lahko rečem, to zame ni v redu. Ne, če ima tudi mentoriranec enako pravico. To pa morate vi ponuditi. Jaz mislim, da je to, zato pa je pomembno, da vi odpirate ta pogovor. To je tako, kot je, mislim, saj lahko gremo na primerjavo starš-otrok. Seveda, starš je tisti, ki naj bi postavljal meje otroku. Ampak po drugi strani je tudi pomembno, da otrok spoštuje meje, da starš spoštuje meje, ki jih postavlja otrok. Meni se zdi izjemno nevarno to, da recimo otroke silimo, da morajo, ne vem, poljubljati tujce ali pa jim segati v roko, ko niso za to razpoloženi, ali pa jih objemati neke stare tete ali pa karkoli takega. Pač spoštujemo tiste meje. Včasih te meje pri otrocih niso racionalne, v redu, v tistih primerih, kjer je to za njih škodljivo, bomo seveda ravnali drugače. Ampak pomembno je, da upoštevamo tudi tisto drugo stran. In to je mogoče povezano tudi s tem sprejemanjem brez obsojanja. Da v tistem trenutku, ko nekdo postavi to mejo, ko mentoriranec konec koncev postavi neko mejo, meni pa ni v redu, če tole, da tudi to upoštevamo. Da si ne mislimo, ne vem, ko on reče, meni je pa zelo pomembno, da začenjamo točno, da si ne mislite, kjer zadrt, zategnen, ne vem kaj. Ne bom nadaljevala. No, dajte povedati, v čem. Prvo mislim, da mentor je tisti, ki prenaša znanje, torej je v vsakem primeru nad mentorirancem. Mislim, da otroci niso primerjava, zaradi tega, ker permisivna vzgoja na dolgi rok nikakor ni uspešna, se ne strinjam s tem. Jaz se tudi strinjam, da permisivna vzgoja ni uspešna. In neke stvari, nekdo mora nekje v enih stvareh biti tisti, ki vodi in mora to odgovornost tudi sprejeti. Lahko dela napake, lahko tudi se napačno izrazi, ampak če imaš ti nekoga, ki je pripravljen svoje znanje prenašati in ga ponudi praktično zastonj ali pa za smešno nizek denar, mora tisti, ki to sprejema, zelo to spoštovati in tudi temu primerno se obnašati. To pomeni, 3 minute zamuditi ne more, razen če ne vem, kakšna zgodba se je zgodila, mislim, nesreča, mora biti 10 minut prej napostavljeno. In to so vaše meje. In to mogoče ne velja za vse. Jaz se pravzaprav moram priznati, da ne vem točno, o čem se ne strinjava, ker se strinjam z vsem, kar ste povedali, razen tega, hvala. Edino, kjer imam pomislek, je, da to, da mentor zna več, to pomeni, da je nad mentorirancem. Seveda je nad mentorirancem v tem smislu, da ima to, kar sem na začetku rekla, več znanja.
več izkušenj. Je tisti, ki konec koncev je na razpolago mentorirancu in mentoriranec je tisti, ki pridobiva nekaj iz tega odnosa. Hkrati pa mislim, da če zapademo v to past, da to pomeni, da sem jaz več vreden od te druge osebe, škodujemo mentorskemu odnosu. V tem primeru se strinjava. Ja. Ja. Enega 25-letnega fanta, ki bi zdaj ne vem kako rad naredil unikorna v 5 letih, ja, bo za njim moral iti po kolenih. To je moje mnenje. In lahko se samo klanja Brankotu in reče, hvala ti za vse, kar mi boš povedal. Absolutno mislim, da je hvaležnost primerna. Nisem ziher glede teh kolen, no, to mi je malo religiozno. To je malo religiozno. Ne, mislim, da je pomembno. Ja, razumem, o čem govorite. Govorite o tem, da so meje, ki jih postavlja mentor, pomembnejše od meja, ki naj bi jih postavil mentoriranec. In hec je v tem, da kadarkoli nekdo postavi mejo, ki se je drugi ni pripravljen držati, to lahko pomeni prekinitev odnosa. In to je to. Vse je točno to. In za mentorja je to so what, za mentoriranca pa verjetno ne. In zaradi tega se bo zgodilo, da bodo mentoriranci mirno prenašali tudi to, da mentor pol ure zamudi ali pa tikrat zdaj si odpove sestanek, ker je njim več do tega in so jim te stvari mogoče potem manj pomembne, medtem ko mentorji tega ne bodo prenašali. Ne, mogoče mentoriranci to vrstne meje ne bodo postavili, mentorji jo pa bodo. Bodo rekli, oprosti, če 3 minute zamujaš, ne bova več v tem mentorskem odnosu. Mentoriranec pa te meje ne bo na ta način postavil. Kaj ste, tamle je gospa še hotela nekaj reči, se opravičujem. Se strinjam? Branko. Ja. Meni se zdi ta zaupnost izjemno pomembna, zato ker tisti, ki pridejo, se morajo odpreti in morajo svojo dušo dati na mizo, pa svojo skrivnost. Vsak misli, da ima edinstvenega otroka, kot vsaka mama. Mi, ko smo pa toliko otrok videli v raznih fazah razvoja, poskušamo oceniti to edinstvenost in možnost preživetja. In zato moramo v tej 4. točki zelo pomembno, da smo pozorni in da zaupno delujemo in da razumemo to potrebo po enkratnosti oziroma ta občutek enkratnosti in izjemnosti vsakega startupa, vendar ga poskušamo potem peljati skozi vprašanja na to, da ga le pripeljemo o razmišljanju, a pa je res ta otrok tako enkraten in ima tak silni potencial, ker v bistvu praviloma ugotavljamo, da manjkam samo še bencin v tanku in jaz bom prišel na Mount Everest. Avto nima pa niti koles, niti motorja. Ima samo šasijo pa tank. In tukaj moramo to zaupanje zgraditi skozi počasen dialog in razumevanje njegovega mentalnega sklopa, zakaj se on mora biti zaljubljen, on vso energijo mora dajati v to, v nasprotnem primeru projekt ne bo zrasel. On je v kanalu, startup je vedno v kanalu in premalokrat vidi okolje, v katerem živi in v katerem poskuša spraviti ta svoj startup na višji nivo. Mi mu moramo zelo zaupno in zelo nežno povedati, najlepše to so vprašanja, a si naredil to, a si pogledal, kaj konkurenca dela, kako se razlikuješ od konkurence in podobno vprašanje zato, da on počasi spozna,
ki mu lahko pomagamo z lučjo ali pa s kakšnim drugim sredstvom. Tako nekako rečeš. In to, kar je tukaj pomembno, je to, da ko imamo vzpostavljen odnos zaupanja, so osebe na drugi strani pripravljene slišati tudi kakšno neprijetno povratno informacijo. Tudi ko jim vi s časoma jih pripeljete do tega z vodenjem, seveda, in je tukaj lahko mentor tisti, ki vodi proces, medtem ko mentoriranec tisti, ki naj bi vodil vsebino proti svojemu cilju. Lahko z dovolj visoko stopnjo zaupanja pripeljete do tega, da s časoma sprevidi, da manjka njegovemu avtu marsikaj. Če pa ni tega odnosa zaupanja, pa vi samo podate to povratno informacijo iz pozicije, le, jaz sem videl že 1 milijon avtomobilov, pač tole ne bo prišlo nikamor, sta pa zaključila odnos. In v tem smislu jaz mislim, da je ta odnos enakovreden, ker imata oba pomemben prispevek v njem in pomembno prispevata k temu, da bo odnos uspešen. Nove, torej, kot enakovredni, ampak po znanju je pa nekdo tisti, ki je učitelj in en je učenec. In to pa tudi mora biti jasno. Ja, mislim, oboje stransko spoštovanje. Ja. Ja, v tem se moram priznati, sem kratek komentar, v tem se malo razlikujejo tudi generacije med sabo. Ne, včasih so spoštovanje starejšim dali avtomatično, ker si starejši, te spoštujem. Današnji mladi tega ne počnejo na ta način. Spoštovanje si je treba prislužiti s svojim vedenjem. In ko se vedete na ta način, si prislužite njihovo spoštovanje in oni vaše, če se vedejo na ta način. Če pa ne, potem pa vse vaše znanje in vse vaše izkušnje in vsi vaši uspehi ne bodo pripeljali do tega, da vas bo mentoriranec spoštoval. In to je tisto, v čemer pa lahko rečemo, ja, ta mladi nimajo nobenega spoštovanja do starejših. Ja, nimajo ga avtomatično. Ti moraš svoje starejše ljudi spoštovati že po defaultu, ker so starejši. To je stališče, ki ga imate vi, današnji mladi ga pa nimajo. To je napaka, ker jih starši niso naučili. Ker v šoli zdaj jaz imam recimo 10-letnega otroka, ki od 1. razreda jih čaka učitelj na vratih in jih zjutraj pozdravi. Dobro jutro. Vsakega, ki stopi v šolo, pa še en učitelj je v šoli na vratih in vsakega in starša in učenca pozdravi. Ko se uči spoštovanje? Ko se uči bontona? Ja, ampak bo kultura ljudi in kultura znotraj startupa bolj. Če bo spoštovanje in bonton. Jaz bi tukaj rekla nekaj, ne. Mi smo lahko zelo vljudni, pa nimamo nobenega spoštovanja in nobenega zaupanja. Hkrati se pa lahko drug z drugim komuniciramo na način, ki bi nekomu iz zunanjega pogleda bil, rajš vam ne povem, kako sem jaz komunicirala s svojo mentorico, sicer v improvizaciji. Kako smo mi komunicirali, to je bilo več kletvic kot česarkoli drugega, pač zmerljivke so letele sem in tja, ampak so bile, taka je bila naša kultura komuniciranja. In bonton je malo nevaren v tem smislu, da je navidezno, ustvarja navideznost spoštovanja, ni pa nujno, da to spoštovanje dejansko obstaja. In jaz se popolnoma strinjam, da je spoštovanje pomembno in da so pomembni tudi artefakti, ki to spoštovanje pokažejo. So pa ti artefakti lahko od odnosa do odnosa različni. In absolutno je smiselno ustvariti odnos z mentorirancem, v katerem se boste vi počutili spoštovano in v katerem vi spoštujete svoje mentorirance. Zdaj pa imam še 2 komentarje, pa po mojem moramo zaključiti. Ne. Predvsem nezanesljivosti, zato ker zanesljivost pomeni ponavljajoče. To ne. To, kar pa je možno,
je pa odpreti pogovor o tem. To so samo vprašanja, ki jih lahko postavite, in ta pogovor je smiselno ponavljati periodično ali pa takrat, kadar se zgodi nekaj, kar zamaje kakšnega od teh elementov. Seveda ni možno tega instant vzpostaviti, to, kar pa je možno, je načeti pogovor o tem in odpreti možnost, da se o tem pogovarjava, da to ni nekaj, kar je samo po sebi umevno. Še tle nekje je bilo, kdo je že imel? Vi, ja. Komentar na komentar. Jaz mislim, da je tukaj obstaja tudi ena pomembna razlika med tem, kakšen je tradicionalen pogled na mentorstvo in mentoriranje in kakšen je ta malo sodobnejši pogled na mentorstvo in mentoriranje. Se mi zdi, da je in tudi konec koncev poučevanje šole, vzgoja, vse te stvari, je bil včasih ta odnos vedno starejši je nad mlajšim, ta, ki zna, je nad tistim, ki ne zna in tako naprej. Zdaj pa se vedno bolj giblje v smeri enakovrednosti in mentorstvo postaja vedno bolj podobno coachingu. Se pravi, mentor nima vseh odgovorov, ampak pravzaprav vodi proces, da mentoriranec pride sam do odgovorov, ki jih potrebuje. In v tem smislu se lahko pogledi zelo razlikujejo med nekom, ki ima bolj to, jaz sem tukaj, da ti povem in delim svoje izkušnje in ti potem pač se moraš od mene tega naučiti, ali pa med nekom, ki spremlja proces na ta drugačen način. No. Okay. Moram zaključiti, mi mahajo tamle. Hvala lepa, gremo dalje.